Kosmate dlesne in skladba Punca z kompilacije Kočevje špila zadnjič. Danes oddaja Radioaktivno pa z mano Marko Vovk, predsednik Društva kočevskih glasbenikov. Marko, zdravo. Dober dan, pozdravljeni. Punca za uvod. Ja, Punca za uvod in Kosmate dlesni. To je ena zasedba, ki je v kočevskem prostoru že se pojavila pred 20 leti, pa so potem eno pauzo tako dolgo užgali, zdaj zadnja leta pa spet delujejo. Tako na letošnji kompilaciji z komadom Punca. Danes sva sredi kočevskih gozdov, kjer pa je slišati, da ustvarjate dobro glasbo. Ja, zdaj že 10. leto teh kočevskih kompilacij Kočevje špila in nismo se ustavili, se pravi zaporedna zadeva, tako da še vedno imamo kaj zapovedati. Tako da mislim, da se tudi pri tej desetki ne bomo ustavili, čeprav je naslov letošnje zadnjič. Z vprašajem, tako da malce pomenljivo. V tem vprašaju še bo nekaj rekla v nadaljevanju. Drugače pa v teh letih se je nabralo veliko glasbenega materiala. Ja, ogromno. V 10 letih je to preko 170, mislim, da komadov. Zased tudi zdaj točnega podatka zdaj iz glave ne vem, ampak precejšnje število. Zdaj, nekatere zasedbe se ponavljajo, nekateri so tudi na vseh 10 kompilacijah nastopili, to sta zasedba Nič od nič in pa Roman Zupančič. Tako da pa zadeve so se snemale, mislim, da v 26 studijih vse skupaj, tako da precej močna zadeva. Tako da ta dva izvajalca že imate dejansko z teh kompilacij svoje albuma. Ja, lahko bi se reklo. In Roman Zupančič je prav res izdal en skupek vseh 10 komadov, ki so bili na kompilacijah predstavljeni. Marko, vse to kaže, da je na tem območju veliko glasbene kreativnosti, ustvarjalnosti. Ja, sigurno imamo ta širok spekter, zato ker je veliko za povedati. Imeli smo tudi obdobja, v katerih se ni dosti igralo in je ta scena glasbena malce zamirala. Ampak mi se nismo nikoli ustavili. Na račun tega, če ni bilo koncerta, smo lastne koncerte organizirali, pripravili. Potem se je to malce bolj sprožilo tudi v lokalnem okolju, glede raznih špilov, koncertov in tako. Letos pa računamo tudi poleti na kočevsko rock sceno, ki je pa dogodek tudi iz par let, ker je koncertni dan, kjer se potem nanizajo vse te naše kočevske skupine in predstavijo lastno glasbo. Druga bo sintetika, skladba z naslovom Kapitulacija. Tako je, sintetika in kapitulacija. Mislim, da je naslov prav primeren za te dni in tedne. Ja, lahko bi se reklo, ampak iz našega vidika pa niti ne. Mi ne kapituliramo, mi smo zmagovalci. Just let the luce
Sintetika in kapitulacija oddaje Radioaktivno, Kočevje špila. Zadnjič, Marko, si predsednik Društva kočevskih glasbenikov. Kako dolgo že delujete? Ja, delujemo od leta 2012. V bistvu samo društvo 2013 smo štartali, da že predtem je bila kompilacija. S kompilacijo smo prvo štartali, pa potem... Tako da koliko imamo potem zdaj tu let? 10 let, ne, tudi obstoja društva. Nekaj povedati, približno 40 članov vsako leto aktivnih. Ali je naloga tega društva samo ta kompilacija ali kaj drugega še počnete v društvu? Ne, kompilacija je samo ena od projektov. Ne. Zdaj, v zadnjih 2 letih je jasno, da je bilo malce bolj zakomplicirano vse skupaj zaradi situacije, ko smo imeli vsi skupaj. Se pravi, kulturno življenje se je ustavilo, mogli smo se zelo truditi, da smo zdržali, ker ni bilo možnosti za predstavitev kjerkoli. Članstvo je potem samo z Kočevskega? Večinoma, v glavnem so članstvo iz Kočevja in okolice. So pa nekateri člani tudi iz raznih zasedb, ki sodelujejo recimo na kompilaciji. Eden od pogojev za nastop na kompilaciji je, da je vsaj en član iz Kočevja. Ne. Tako da na račun tega se potem tudi člani benda iz drugot prijavijo v društvo. Ste po teh letih lansirali tudi slovenski prostor, kar nekaj imen z te kompilacije oziroma z tega območja? Ja, mislim, precej, ne, zdaj, če ne vem, to zdaj izpostavljamo posebej, ampak recimo Nič od nič je ena zasedba, ki tudi nastopa z svojim albumom, imajo svojo avtorsko glasbo, ne samo to, kar se pojavlja na kompilaciji, ne, in takih je kar precej. Se pa recimo pozna, da še vedno ta južni del, ali pa kako bi rekel, nismo v Ljubljani, no, pa je potem smo manj opazni. No. Po vseh teh cestah je težko priti do Ljubljane. Ja, se zdi ta neka tretja razvojna os, pa bo mogoče tukaj tudi nam lažje kdaj. Glasba, naslednji bo Primož Turk in njegovi skrajneži. Tovariš moj je naslov skladbe? Tovariš moj, ja. Primož je že vsa leta z nami in se pojavlja tako na kompilacijah kot na dogodkih, ki jih pripravljamo skupaj, ne, se pravi kot koncertni del, in vedno čutimo podporo, no, to kot Primoža, to kot ostalih članov. Ne. So prekrili nebo, s temo mesto obvili. Kmalu zatem pričelo je deževati, kakor takrat, po spominu sodeč. V glavi spomin se pojavi, prekleta pamet, srce, dušo mi davi. Moje misli se priplazi nekdo, ki imam ga na vesti. Nikoli več. Odšel je stran, ga več ne bo, svetlobni snop tja, kdo ve kam. Odšel je stran, ga več ne bo, je le še grob, počiva tam tovariš moj. Temni oblaki nebo so prekrili nebo, s temo mesto obvili. Tako je bilo, ko zgodilo se je, a zdaj te ni. Pogrešamo te.
čarobni snop tja, kdo ve kam. Odšel je stran, ga več ne bo, je le še grob, počiva tam tovariš moj. Primož Turk in Skrajneži, tovariš moj, je bila slišana z kompilacije Kočevje špila Zadnjič s vprašajem na koncu, več o tem kasneje. Drugače pa, ko poslušamo kompilacijo, je slišati, da je žanrsko zelo različna. Ja, to se opazi, ne, ta raznolikost. Mi na sprejem na kompilacijo tukaj ni omejitev žanrsko. In smo zaradi tega veseli, da vsako leto potem ustvarimo en skupek, ki je privlačen, če ne drugega, z raznolikostjo žanrov. Mislim, da so tudi dobro podprti, no, se pravi, kvaliteta izvedbe pri sami glasbi meni všeč. No. Je kakšna komisija, ki potem izbira skladbe oziroma izvajalce za kompilacijo? To vsako leto obstaja delovna ekipa, ki je zadolžena za kompilacijo. To ne pomeni, da so vedno ista zasedba, ampak skrbimo, da se člani znotraj zasedbe menjajo ali pa saj dopolnjujemo. Ko pa tako poslušamo, vidim, da vseeno prevladuje rock glasba. Ja, iz teh naših koncev včasih smo bili posebej znani po punku, recimo, ne, tam v 90-ih pa koncu 80-ih. Ne. To, da še vedno je čutiti to, da smo rockerji, ne, te trši toni nam odgovarjajo. Ja, to je bolj značilnost periferije. Zgleda, ja. Zgleda, da gre tako, ja. Naslednja, Marko, ki si jo izbral z kompilacije, bo? Naslednjo bomo pa poslušali točno zdaj Nič od nič, featuring Maca z komadom Gagu. Storm
Nič od nič ter skladba Gagu v oddaji Radioaktivno. Rekla sva desetletje kompilacij. Ste zadovoljni s prehojenim delom? Ja, seveda. V 10 letih se je nabralo zdaj toliko gradiva, da ni druge kot zadovoljen biti, ne? Ampak ne toliko, da bi zdaj se ustavili tukaj, ne? Zaradi tega. Jasno pa smo zelo ponosni na vso preteklo upravljeno delo in na vse kompilacije, se pravi vseh 10 do zdaj. Ne? Pričeli ste leta 2012, prva je bila naslovljena Grupni. Tako ja, prva kompilacija je bila naslovljena Grupni. To je treba povedati mogoče, da kako je prišlo do te ideje. Ne? To smo bil pogovor in potem je naš član društva takrat Tadej Šulman rekel, da bi bilo pa dobro to zadevo zapisati, ne? Se pravi tako na audio in potem tudi primerno grafično zadevo opremiti. Ne? To je bil, se pravi, Kočevje špila Grupni je bil leta 2012 ta začetek. Ne vem pa, če smo si predstavljali, da jih bo 10 zaporedno. Ne. Po kakšen način oziroma po kakšnem ključu potem izbirate naslove? Ja, ponovadi se zmeri upremo na neko temo ali pa iščemo nek pomen v času ali pa v tej skupnosti, kjer delujemo, ali pa samo v samem prostoru ali pa v širšem okolju. Ne. Gledamo, se pravi, različne imena. Imeli smo Grupni, pa potem Likov, pa Zastonj smo špilali kompilacije, pa špilali smo Srcem, pa špilali smo tudi Ubrano in Strip in tako naprej. Ne. Tako da že same imena mislim, da doskrat asocirajo na zgodbo in tudi na ta širši kontekst. Mogoče tudi malo igra besed, pa malo ironije? Večkrat, ja. Zadnja kompilacija, ki je šla v lanskem letu, nosi naslov Zadnjič. Že prej si omenil vprašaj na koncu. Ja, to je bilo potem tudi ta vprašaj se je pojavila, res zadnjič, ali smo končali, zdaj pa 10, pa je konc s tem, ne. Pa smo potem se na hitro pomirili, da ne bo čisto, ne, ampak mogoče pa prihaja konc CD-ju kot nosilcu zvoka, katerega smo uporabili zdaj za vseh 10 kompilacij. Ta zapis se nekako poslavlja, ne. Zdaj, zadnjih par let so ljudje samo te naše CD-je poslušali ali v avto, ne. Zdaj so pa še avti malo novejši, ne, imamo radi Slovenci nove, pa se sem še kakšen USB ključek noter vrti. Ne. Zaradi tega smo potem naredili en korak naprej in smo vseh 10 kompilacij ponudili na platformah, glasbenih platformah, se pravi najbolj poznane recimo Apple Music, Spotify, Deezer in tako naprej. Ne. Se pravi, zdaj je muzika ta naša dostopna tudi na platformah. Zadnjič pa, ja, mogoče res zadnjič CD kot medij. Glasba? Naslednja bo nekoliko drugačnega žanra? Ja, tudi v rap vode bomo malo zaplavali, zdaj pa Vorda z komadom v imenu rapa. Vorda on the mic, check it out, y'all. Odkar se ve, koliko strupa je v meni, mi zavidajo kreteni, ja ne morem im zamerit, ker so probavali v dušo mi namerit, pa na hidro sem presegel jih v vseh pogledih. Nabijem na kuraste, ki so tu neresni, jaz pa pare uložene, ti jih imaš na desnih, tudi ko ste pri zavesti, ste do konca izgubljeni. Pojedel sem vam ključe, ko prišel sem zaklenit. Sodelujemo z samimi legendami, to dosegel sem z pravimi spremembami. Uvazat roke, nikoli ni problemami, vedno bili so pametni, a zdaj so samo sencami. In že večkrat so artisti povedali, najrajši pridemo delat gor v labirint. Tam je hype, tam je tako, da poslušam jih. Respekt mam, zdaj je cajt, da razfukam beat. V imenu repa keša studija, zdaj je cajt, da poberem vse, kar pobrat se da. V imenu vsega dobrega in zla, ko za hrbtom mi je barna ure, vredni so zlatar. Tukaj se gara vedno dela za uspeh, ego je primeren, a pomemben je respekt. Pripravo sem teren, zdaj na filu silmo stek, pamet vam v glavi, srečo bom prepustil teb. Tukaj se gara vedno dela za uspeh, ego je primeren, a pomemben je respekt. Pripravo sem teren, zdaj na filu silmo stek, pamet vam v glavi, srečo bom prepustil teb. Kompilacija, kompas navigacija, Kočevje nima repa, pa zlogaca bacim ga. Taube sredi bit, Vorda pol nagači ga. Data banda, kaj za mega dol na plac
včasih kontroverzno, tako je tam pač vedno bilo. Moram reči, da brez bi tam pač vedno bilo. Čeprav šel živet, sem raju svet okol, vedno dam pozdrav za fante gor na jezero. Reprezentam drugo fucking mesto, yo. Ne pozabljam za to, pa vračam gesto to. Sliši fejle, zato vam dajem repčugo, da ulajša breme, težko fucking 200 ton. Noro se sliši, ako mi sem začel derat moral v hiši. Spet zamenjam flow, ti na novo napiši, če rabiš boom bap, me svobodno pokliči. Tukaj se gara vedno dela za uspeh, ego je primeren, a pomemben je respekt. Pripravo sem teren, zdaj na filu si bo stek, pamet imam v glavi, srečo bom prepustil tem. Tukaj se gara vedno dela za uspeh, ego je primeren, a pomemben je respekt. Pripravo sem teren, zdaj na filu si bo stek, pamet imam v glavi, srečo bom prepustil tem. V imenu repa keša studija, zdaj je caj, da poberem vse, kar pobrat se da. V imenu vsega dobrega in zla, ko za hrbtom mi je banda, ure vredne so zlata. V imenu repa keša studija, zdaj je caj, da poberem vse, kar pobrat se da. V imenu vsega dobrega in zla, ko za hrbtom mi je banda, ure vredne so zlata. Rockabilly queen, she's really small, you're only 5 feet tall. She's got crazy legs, loves to dance to rock and roll. She's a mean rockabilly queen, yeah. Mean rockabilly queen. She's a mean rockabilly queen. Mean rockabilly queen. She's a really mean rockabilly queen. Rockabilly queen. She's a really mean rockabilly queen. She's a really mean rockabilly queen. The Overdrive Cats in skladba Rockabilly Queen, vdaje Radioaktivno ste že lahko slišali. Drugače pa, Marko, 21 pesmi ste tokrat uvrstili na kompilacijo, kar veliko število. Ja, ravno toliko se nam je išlo, da je še par sekund ostalo, mislim, da je tistih nekih 73 minut ali kako, ne. To je bilo čisti maksimum, nismo pa nikogar odslovili, ali pa ne. 21 jih je bilo in tudi zanimivo je, ker je bilo leto 2021, ne. Ni bilo pa splanirano, toliko je padlo. Sedaj, ko še je pred nova nosilec zvoka, še je ta omejitev, ko bo samo digitalno, pa te časovne omejitve več ne bo, da bi moral biti CD dolg 73 oziroma 83 minut. Ne, to je pa potem en problem, ko ga rešimo, ne. Čeprav tudi, če bi imeli pa več
drugače kot to bi pa dvojnega izdali. No. To se nam sicer še ni zgodilo, ampak v tem primeru bi šlo tako. Ja. Ko pa pogledamo naslovnico, mislim, da je kar ustrezna temu naslovu. Ja, naslovnica je taka pomenljiva, tukaj smo si privoščili malo, ne. Je en CD plošček zlomljen, pa potem napis, ko če veš pila zadnjič. Ne. Tako da mislim, da smo že s tem nakazali, na kaj ciljamo. Lahko pa prikaže tudi kaj drugega, glede na to, kaj se vse dogaja v naši družbi. Ja, mislim, seveda, lahko bi povezali tudi na ta način. Ne. Ste glasbeniki v Kočevju kritični? Mislim, da in mislim, da to kritičnost tudi izrazimo na različne načine. Predvsem pa je najbolje to, da se to izrazi z pesmijo, ne? Se pravi z glasbo. Zato bo glasba tudi v nadaljevanju in sicer katera? Ja, Claudi Zu, tako malo. Hodim z vetrom in lase mi božam brez. Moč sonca me zadane v obraz. Gledam sence, kako želijo si strasti. Kaj bi dale le za kanček milosti? Smejem se, tako pač lažje je. In grejem se skrivnosti za tele. Kako lahko živimo brez srca, brez da objamemo drug drugega. Ne boj se, nič ti ne bo. Se v travo in objemiva močno. Dotakni se mojih lic. Ali slišiš narave klic? Vem, kaj prav je in kaj ne. Vsi govorijo, kaj se sme in kje meja je. Ali ti čutiš isto, kakor jaz? Tudi tebe spremlja glas. A ne vidiš, kako malo je potrebno, da živiš? A ne vidiš, kako malo da svoje sanje doživiš? A ne vidiš, kako lepo je
Marko Vovk, predsednik Društva kočevskih glasbenikov, z mano oddaja radioaktivno kompilacijo Kočevje špila zadnjič. Predstavljava, glasba običajno nastaja vse to vrstna v kleteh, kako z njo prodreti do ljudi? Ja, nastaja v kleteh pa po zakloniščih, ne. To je res, ampak do ljudi pa prodre glih na takšen način, ne. Se pravi, s takim skupkom, kot je vsako leto pri nas, kompilacija. Druga zadeva so pa javni nastopi, ki upamo, da se bojo zdaj spet malo ukrepili, ne, da bojo bendi spet lahko zadihali. Na takšen način se izražamo, ne, to kot nam je glasbenikom v navadi, ne. Ste v minulih letih kompilacijo tudi predstavljali v živo na nastopih, klubih ali pa v živo, ne vem, na kakih poletnih prireditvah? Kompilacija je bila vsako leto predstavljena v času izida kot z dogodkom predstavitve kompilacije. Se pravi, tam vedno predstavimo vsebino, se pravi glasbo, predstavimo likovni del, se pravi vsako leto imamo tudi nekoga, ki to grafično oblikuje, in tudi tukaj so se že čez leta različni oblikovalci zvrstili pri nastajanju kompilacije. Je to je videti, ker danes je grafika oziroma celostna podoba zelo pomembna. Ja, očitno ne poslušamo samo za ušesi, ampak mora biti nekaj tudi za oči in za ostala čutila. Ja, meni se zdi osebno pomembno, zato ker to doda k sporočilnosti, ne. Predvsem pri nas za vsako leto posebej nekaj povejo te naslovnice tudi, ne. Glasba pa lahko dava kar naslednji dve. Ja, se pravi, imamo Ram Sessions z komadom Nights of Metadonia, naslednji pa so Patina in Virus.
poslov. Prazne so gostilne, bežijo vsi od to. Vročina že narašča, zdravil še vedno ni. Vrste so predolge, čaka se več dni. Na prednostni listi piše ostajali, polni onemogli in pa dozoreli. Preden si podležemo, razbijmo si glavo, gremo z družbo na zadnjo zabavo. Kriza, kriza, panika, kriza, odzvanjami ušesi. Kriza, kriza, panika, kriza, virus je v glavah in telesi. Virus je v glavah in telesi. Kriza, kriza, panika, kriza, virus je v glavah in telesi. 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 Patina in virus, če pogledamo naslov te skladbe na kompilaciji Kočevje špila, tam mislim, da pove vse. 2 leti omejevan, zapiran, je to vplivalo na kreativnost? Na kreativnost ne bi rekel, da na samo kreativnost, mogoče nas je celo bolj spodbodlo to in cel kup idej novih smo dobili na račun teh zaprtij in teh nečloveških ukrepov. Mislim pa, da tudi že sam to, ko so Patina povedali, ne, virus je v glavah in telesih, ne. Tako da imeli smo tudi veliko časa vsi skupaj, ne, za premisliti o raznih zadevah. Tako da moje mnenje je, da gremo lahko boljši iz vse te krize in teh 2-letnih problemov. Če bo virus telesa še nekako izginil, pa je problem tisti, ki bo ostal v glave. Predvsem je ta tisti, ko je najbolj trdoživ, se mi zdi, ne. V zadnjem času se kaže v ekstremni obliki. Precej. Če pa Marko, kakšen finančni zalogaj pa je ta kompilacija za vaše društvo? Ja, različno. Od leta do leta se to malo spreminja, ampak recimo, da tudi malo temelji na tem, koliko sredstev imamo na razpolago v določenem letu. Letos recimo smo tam 1500 evrov in smo izdali to kompilacijo, ne. Kar pa moram poudariti, da vsi bendi in vse zasedbe krijejo lastne stroške snemanja, ne. Se pravi, ta končna zadeva, grafična podoba in potem te masteringi in miksi končni, se pravi, to je v domeni društva. Ja, letos nekaj 1500 evrov, drugače pa zelo različno, ne. Smo pa tudi leta 2016 je bila kompilacija, ki je bila zastonj in smo dejansko brez sredstev čez spravljali, v bistvu z nekimi minimalnimi finančnimi sredstvi. No, na različne načine pridemo do teh sredstev, no. Zdaj, zadnje leta so to razpisi za kulturo, ki jih razpiše občina Kočevje. To da, ja, občina Kočevje je že vseh 10 let z nami na takšen ali pa drugačen način podpirajo. Kajti, če želi skladba na kompilacijo, potem mora biti tudi v ustrezni kakovosti, ustrezno posneta. Seveda imamo neke zahteve, se pravi ustrezna kvaliteta, mora biti studijski posnetek, da lahko pride do skupka, kot v letošnjem primeru recimo 21 komadov, ne. To vse skupaj mora imeti neko formo, to da prvi pogoj je studijski posnetek, dober miks, pa predvsem dobra izvedba, ne. Kajti danes lahko marsikdo že vse naredi v dnevni sobi.
Pa veliko krat potem to ni to. Super je, da so te tovrstne možnosti nam dane, ne, v tej dobi tehnologije, da se da tudi iz dnevne sobe, ne, narediti plato. Pa mislim, da je tudi na kakšni kompilaciji kdo to naredil. No. Glasba, naslednji dve, ki bova spustila, bosta. Ja, to je band z komadom Greva drugam in pa Pankeroši in komad Hosta.
Oddaja radioaktivno kompilacijo Kočevje špila. Zadnjič predstavljamo Marko Vovk, predsednik Društva kočevskih glasbenikov, je z mano. Marko, oddaja je v eteru Radia Prlek že 20 let. Običajno sem jaz tisti, ki sprašuje glasbenike, ampak letošnje leto sem se odločil nekoliko drugače zasnovati te pogovore. Zato tudi glasbeniki oziroma glasbeni gostje prejšnjega tedna sprašujejo glasbene goste prihodnjega tedna. Torej danes si ti na vrsti, da boš odgovarjal na 4 vprašanja predhodnega gosta. Upaš odgovarjati? Ja, seveda, upam. Vprašanje ti bo zastavil mariborski kantavtor Andrej Vilčnik, sicer tudi član zasedb Fox and the Poor Guy in dueta Andrej in Ida. Prvo vprašanje pa se glasi: zanima me, ali pri vašem načinu ustvarjanja najprej nastane besedilo ali najprej melodija za pesem? Mogoče je to vprašanje zate malo težje, ker ti govoriva o kompilaciji, sam pa si tudi glasbenik. Kako bi odgovoril na to vprašanje? Ja, zame osebno je bila ustvarjanje glasbe vedno lažje, ne, kot sama besedila. Mogoče vedno sem občutek, da ne morem se staviti teh misli iz glave tako dobro. No. Kakor mogoče lažje opišem z neko glasbeno interpretacijo. Drugo vprašanje se glasi: So katera prizorišča vam bolj pri srcu za igranje kot druga in zakaj? Ja, najbolj mi pašejo te klubska scena, kjer imaš ta stik, je, ne, pa za nas, ko smo vseeno, nismo tisoče ljudi imeli na naših koncertih, recimo, je ta občutek, da je malo bolj polno zgleda, ne, potem, ne, tako da klubska varianta. Tretje vprašanje, ki ga zastavlja Andrej Vilčnik, se glasi: v kolikšni meri bi rekli, da se morate posvečati glasbi in v kolikšni vsej drugi birokraciji povezani z njo in vse te dodatne aktivnosti, ki k temu nujno sodijo? Mogoče tle lahko, ne, pa kompilacijo spet damo v kontekst. Ne. Super bi bilo, če bi pri vseh zadevah bilo manj birokracije, pa da bi se ljudje lahko ukvarjali s tistim, za kar smo. Ne, jaz sem recimo tišlar, ne, pa bi rajš delal pručke, ne, kot pa recimo se ukvarjal z vsemi papiri še, ko jih moram zraven izpolniti. Ne. In teh je na vseh področjih dovolj ali preveč? Preveč, ne. Preveč drevja pade zaradi tega, ne. To sam kot tišlar dobro veš. Ja, preveč. Čeprav pa tu lesa imate na zalogi, kot je videti. Ja, nekega še imamo, ne, samo če boš s takim tempom, če bomo tu ružili, pa tudi ne vem koliko časa, bo še kočevsko lepo zeleno. In še zadnje vprašanje, ki ti ga zastavlja Andrej Vilčnik. Kaj bi rekli na kratko v enem stavku ali s parimi besedami, kakšna se vam zdi slovenska publika? Ne bi hotel krivice komu delati, ne, ampak včasih precej nezahtevna, po drugi strani pa znamo biti pa tudi prezahtevni. Ne. Tudi tebe čakajo potem 4 vprašanja za naslednjega gosta, tako da že lahko nekje v podzavesti razmišljaš. Glasbo bo igrala naslednja bo. Zdaj imamo pa Sebataš z pesmijo Malo sreče. Časom se vreme spreminja, iz leta v leto bolj grozi. Z leti se življenje obrača, iz dneva v dan se živi. So panični ljudje, vsak nase misli, humanosti skoraj da ni. Je vse več zlobe, vse več laganja, vse več človeških je zveri. Tisto malo sreče, še z nekom bi delil. Ure radosti, minute skrivnosti, s tabo rad odkril. Tisto malo sreče, še z nekom bi delil. Ure radosti, minute skrivnosti, s tabo rad odkrival, bi ta pokvarjeni svet. S tabo rad odkrival, bi ta pokvarjeni svet. Zmedene misli, v skrbi kaj jutri,
spanimi jutri, na vse zadnje vsak je vedno sam, svojo mislijo obdan. Vse manj je sreče, vse več trpljenja, se ljudi ne zavedajo svojega življenja, da prekratko je, naenkrat minilo bo. So panični ljudje, vsak nas se misli, humanosti skoraj da ni. Je vse več zlobe, vse več laganja, vse več človeških je zveri. Tisto malo, malo sreče še z nekom bi delil, ure radosti, minute skrivnosti s tabo rad odkril. Tisto malo, malo sreče še z nekom bi delil, ure radosti, minute skrivnosti s tabo. Tisto malo, malo sreče še z nekom bi delil, ure radosti, minute skrivnosti s tabo rad odkril. Tisto malo, malo sreče še z nekom bi delil, ure radosti, minute skrivnosti s tabo rad odkrival. Bi ta pokvarjeni svet s tabo rad odkrival. Bi ta pokvarjeni svet s tabo rad odkrival. Bi ta pokvarjeni svet s tabo rad odkrival. Bi ta pokvarjeni svet. Ko če je špila zadnjič, sprašujem na koncu, Marko, za konec tega pogovora, kompilacija Pod streho, so že ideje za novo? Pa ne bo ostal na koncu vprašaj. Zdaj se ukvarjamo v bistvu še s to. Imamo še predstavitev 1.4. v kulturnem centru v Kočevju. Štartali bomo ob 7 in potem do polnoči, tudi glasbene zasedbe, se pravi živi del, koncertni in pa predstavitev vseh 10 let kompilacije. Smo pa letos tudi izdali zbornik, ki bo opisoval vseh 10 let kompilacije Kočevje špile. Kaj drugega vas še čaka v društvu? Ja, mislim, za letos imamo v planu organizacijo kočevske rock scene, tam računamo ob koncu šole, tisti vikend, pa eno lepo zadevo, tako, najbrž bomo šli na kakšen piknik v hosto, pa bomo tam gorilsko kakšen koncert naredili, zato smo kar specialisti. Veseli bodo štirinožni, kosmati prijatelji. So z nami, sej, mislim, da se ne bojo pritoževali. Še eno skladbo bova spustila za konec tega pogovora, in sicer bo to Roman Supančič, Pokrij me noč. Vse preostale, ki so na kompilaciji, pa bodo poslušalci slišali v nadaljevanju intervjuja na YouTubu, tako da približno tretjina glasbe še potem sledi za tiste, ki poslušajo oziroma ki bodo intervju poslušali na YouTubu. Kaj še bova potem jim spustila v ušesa? Potem bomo dali pa še preostanek, to so pa potem Ne se bat, imamo Goran Bilbija, Hipi z komadom Victory, John Deere z pesmijo Future History, No Comment bojo zapeli Aga komad, Dirty OG, Fit Murat, Ni panike, Marko Padovac z Izgubo, Pavle Benič, Modrina neba in pa Janek z pesmijo Odsev. Tako da še veliko glasbe. Marko, upam, da bo veliko dobre glasbe tudi v prihodnje. Tudi jaz, ja. Najlepša hvala za ta pogovor, da ste se spomnili na nas, pa po vseh 10 letih. Hvala tudi tebi ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala lepa, pa lep pozdrav vsem poslušalcem.
jasni luč, objemi me, naj začutim tvoj dih, ki bo božal moje misli. Pokrij me noč, stisni me, potolaži me, zazibaj me v sanje, naj se strgajo verige senc, ki me dušijo. Poljubi me, odreši me, noč. Poljubi me, odreši me, noč. Pokrij me noč, povabi me na ples po nebeških travnikih. Naj utihnejo glasovi, ki si lastijo mojo dušo. Poljubi me, odreši me, noč. Poljubi me, odreši me, noč. Ne slišim te. Ne slišim te. Ne slišim te. Kričijo! Mislim, kar se mi zdi. Mislim, ta resnica, ena moja, prihajajo. Med nami so storilci.
mislim si, kar se mi zdi. Mislim si, da resnica je le moja. Moja! 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 Ne slišim te! Ne slišim te! Ne slišim te! Ničejo! Mislim si! Mislim si!
sebi preklet. Se zdi mi, da se podira mi svet. Živim v preteklosti, bojim se sedanjosti. Želel bi si, da me ni, mene ni, da več ni. Letim, negativi nasproti, priznam, da živim v zmoti in ne vem, kje bo tisti dan, ko moj bo vsak dan soncem obsijan. Negativi nasproti, priznam, da živim v zmoti in ne vem, kje bo tisti dan, ko moj bo vsak dan soncem obsijan. Sprašujem zaklet, kam gre ta svet. Se obrača name, ne da mi živeti. Dovolj mi je teže, vsak dan jih skrbi. Želel bi si, da me ni, mene ni, da več ni. Letim, negativi nasproti, priznam, da živim v zmoti in ne vem, kje bo tisti dan, ko moj bo vsak dan soncem obsijan. Negativi nasproti, priznam, da živim v zmoti in ne vem, kje bo tisti dan, ko moj bo vsak dan soncem obsijan. Nočem biti tu, nočem biti sam, nočem več živeti, podira se mi svet. Nočem biti tu, nočem biti sam, nočem več živeti, podira se mi svet. Nočem biti tu, nočem biti sam, nočem več živeti, podira se mi svet. Negativi nasproti, priznam, da živim v zmoti in ne vem, kje bo tisti dan, ko moj bo vsak dan soncem obsijan. Negativi nasproti, priznam, da živim v zmoti in ne vem, kje bo tisti dan, ko moj bo vsak dan soncem obsijan. Delali boste je odvisno od vas sami. Še huj smo preživeli, nikuč buš posneli. Nekateri želeli, ostali pobesneli. Lah misle si, ka za vraga si pač daš, a da šel bi s tokom, ko DOG ne znaš. Še zmer sledimo viziji, valili ste bistvo v tej kao industriji. Dirty OG, Murat, sam Terry. Na ritme lahko kisneš, več povej, manj serij. Čas, da si nekaj bolj ga zmisliš. Nekaj bolj ga zmisliš. Ni panike, če kot to si iskreno mi ne misliš. Ni panike, če prst na prstom mi ne stisneš.
devin Kritični rim, a sam, če ne čutiš mor Četrti vsak din mi kvari plan, da moram bit gor Petič nov svet, šestič in panike, sedmič moram bit zadet Osmič niči vraga med nami je Devetič pred zadnji čas, glasno misli nahranite In ko desetič like ti ponudi in more spet ne branite I panike prebolel sem vse In nisem Janko, da metka jebala bi me Kot iz pravljice, vidim pa dobro gre Je panika, folk po svoje znanju se bo že Včasih pomembno vsaj nekaj je kej Dost pa sem, če imaš kej, a si kej Ti panike, si kao best friend in ne faker Zavedi da tvoj best beat je mašina faker Oni panike tu, če imaš COVID, lahko prideš Jo zdaj jaz zdaj ne bože na te spreda odideš Vse ima svoje pluse, minuse, pluse Skrten za sebe, ti skrbite za druge ruse Ni panike Komad zuni Prsluhen zdaj Dirtiju, OG-ju, Muratu, Tuni Pa panike ni Respekt za vse na tej kompilaciji Rojeni na tleh, a vsem pokončno stojimo Kad čez life letimo, zato musko žvimo Ne žejni slave, ampak bitov pa rim Povleč tej komad, tale vase kadim Ne odpeljete visoka, še zmer si z nami tle Pa sej veš stari, ni panike Pogrešam te, ko se oziram v temo Za tabo gledam nebo Kako osamljen je ta svet A zakaj mora to tako bolet Sprašujem se Pogrešam te Ko izgubila si jo Izgubila pred roso jutranjo Pogrešam te Pogrešam te Pogrešam te Pogrešam te Izguba v meni se že budi Dan je krajši od noči Pesem iz ust še kriči Kje si ti? Kje si ti? Kako zaprepaden je tvoj obraz V mraku mika me tvoj stas Raven te Skrivaj prebudim v tebi strast In ti že veš, da si moja last To si ti To si ti To si ti To si ti Izguba v meni se že budi Dan je krajši od noči
solze brbota. Želja so težo, name tišči, rešem svetlobo. Raztrto srce, nezganjeno in jasno zareše, in spet v nedogled. Ostra modrina, skozi solze prodre. Zastoka vlasta za svetlobu srce. Ko nevidno bolečino skriva pred njo. A želja je skrita, kljubana plan. Ona naj vidi modrino neba, kako me prebada prav do srca. Ona naj vidi modrino neba, kako me prebada prav do srca. Ostra modrina,
Poslušamo radio, radioaktivno, radioaktivno, poslušamo radio, radioaktivno.